Dobrodošli na dnevih slovenskega turizma 2022 in lep pozdrav tudi tistim, ki nas spremljate preko spletne povezave. Vsi, ki ste prišli v dvorano, ste verjetno opazili, da stopate po mehki, naravni, travnati preprogi. In ker nam je trajnostno pomembno načelo, sporočamo, da bo ta trava ponovno uporabljena na prostem. Tu v dvorani pa začenjamo okroglo mizo. Sogovornike vabim, da se mi pridružijo na odru, tako kot jih bom klicala. Gospa Dubravka Kalin, vršilka dolžnosti generalnega direktorja na Direktoratu za turizem. Gospa Alenka Kikec, direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline. Gospod Klemen Langus, direktor turizma Bohinj. Gospa Mojca Leskovar, predsednica uprave Termana Laško. Ter gospod Simon Orožnik, direktor podjetja Extreme Experience Marketing. Okroglo mizo bo moderirala Petra Kovič, ki se je v zadnjem času posvetila predvsem ustvarjanju podkastov na BIP inštitutu in poslovnih podkastov v okviru medijske hiše Delo, Svet kapitala s Petro. Petra, izvoli. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni. V čast in v ponos mi je, da sem lahko tudi drugič z vami v taki super prestižni družbi, polni navdiha in dobre volje in optimizma, kako naprej. Kot smo slišali na današnjem dnevu, je Slovenija, slovenska družba, trdoživa in tudi dolgoživa. Veliko je bilo narejenega in veliko je bilo narejenega dobro. Svet nas prepoznava kot zeleno, prijazno in prijetno domovino oziroma deželo in še več. Tudi tisti Slovenci, ki odhajajo izven naših meja v tujino s trebuhom za kruhom, se jim nekako rodi domotožje in se slej ko prej vrnejo, kar je tudi dobra povratna informacija, da je pri nas lepo. Spoštovani gostje, me veseli, da smo skupaj. Danes se bomo pogovarjali o izzivih prihodnosti slovenskega turizma. Večkrat smo danes že slišali, da se je zgodila ta simboličen preskok meje, namreč na planetu Zemlja nas živi 8 milijard. Spomnim se, da smo se v šoli učili, da nas je slabih 6 in kot so Združeni narodi povedali, pred 11 leti pravzaprav se je zgodil ta velik kvantni preskok in v 11 letih se nas je pravzaprav povečalo število za 1 milijardo. Nujno je potem takem govoriti o premiku, o zasuku paradigme, o novih konceptih, o novih poslovnih modelih in tudi o uravnoteženih kazalnikih uspeha. Pred dnevi so mi v Deloittu Slovenija dejali, da bo v naslednjih letih le 15-odstotni delež poslovnega poročila vseh podjetij namenjen finančnim kazalnikom, ostalo pa bo namenjeno poročanju ESG-ja. Dejansko so slovenska podjetja in z njim tudi slovenski turizem nekje pred temeljno spremembo razvojne paradigme v smeri trajnostnega, krožnega, zelenega gospodarstva. No, in ta sprememba, kot smo danes že večkrat slišali, je zaradi akutnih podnebnih, okoljskih izzivov, ki lahko na dolgi rok ogrozijo tako gospodarsko, finančno kot družbeno blaginjo. Morda naj izpostavim zanimiv, pa tudi alarmanten podatek, in sicer Slovenija se segreva hitreje kot preostali svet. Če se je Slovenija recimo ogrela od predindustrijskega obdobja do danes za kar 1,8 stopinje Celzija, se je denimo v povprečju svet le za 1 stopinjo. Za Ljubljano pa so napovedali, da bo do leta 2050 imela za kar 8 stopinj več v poletnem času in če se spomnimo letošnjega vročinskega vala, potem lahko rečemo, da so to precej alarmantne napovedi.
Da skrajšam ta uvod, spoštovani gostje v dvorani, spoštovani panelisti, trajnostni oziroma zeleni turizem je alfa in omega vseh razprav o prihodnosti turizma, pa vendarle je še vedno vprašanje, kaj se skriva pod tem pojmom, ali govorimo o neokrnjeni naravi, govorimo o bolj ekološki obliki mobilnosti, kaj pravzaprav ponuja turistom trajnostni turizem, kaj in kje je naša država, ko se promovira kot destinacija in kako bomo pravzaprav privabili bolj pametnega, da ne rečem ozaveščenega turista, zato da bomo lahko osvojili naš cilj in to je strategija, da smo butična destinacija, ki dela bolj kakovostno in nekoliko več. Če začnem z vprašanjem kar za vse in sicer na kratko toliko, da vas malce spoznamo, da slišimo vaš glas, kakšna diagnoza je v tem trenutku slovenskega turizma. Pa gremo kar po vrsti morda. Mikrofon. Dober dan vsem skupaj. Moje ime je Rožnik Simon, sem direktor agencije Extreme. Zdaj več bojo povedali strokovnjaki na področju turizma. Mi se ukvarjamo z experience marketingom oziroma z dogodki. Seveda pa je to vse vključeno skupaj, se pravi, pomagamo turizmu. Nam je tudi interes, da se turizem v Sloveniji razvija trajnostno. Mi smo tudi naravnani, da so dogodki trajnostni. Trajnost pomeni ne samo ekološka pa podnebna, ampak pomeni tudi socialna, pomeni poslovna trajnost, kar pomeni, da gledamo dolgoročno, v kater kraj pridemo, pa s katerim dogodkom se ukvarjamo. Tako da trajnost je zelo pomembna. Kakšno diagnozo slovenskemu turizmu bi vi postavili? Jaz bi rekla oziroma ocenjujem, da slovenski turizem je na zelo visokem nivoju. Tisto, kar pa je trenutno največji problem, pa mislim, da se soočamo vsi turistični sodelavci z istim, pa je kadrovska kriza. Družba Termana Laško je izjemno trajnostno naravnana, ga trajnost kot tako udejanja skozi vse svoje pore delovanja, tudi skozi kongresni turizem, skozi socialno politiko, v bistvu skozi vse stebre, ki so potrebni za vzdržno in trajnostno delovanje. Gospod Langus, vi prihajate iz Bohinja. Pa res. Sezona je bila odlična. Pa tudi to je res. Čudovito. Je to prednost ali slabost? Ne, to je seveda dobro. Ampak diagnoza slovenskega turizma je, tako kot vsako leto govorimo na vseh teh srečanjih, ne že odkar se jih udeležujem, to je vsaj 15 let, slovenski turizem je vedno pred novimi izzivi. Ja, to je res. Vendar, ne. Jaz mislim, da moramo včasih biti malce manj samokritični. Glejte, že od pandemije naprej se sprašujemo, kaj hudirja delamo narobe, da se nam je to zgodilo. Nič ne delamo tako zelo narobe, marsikaj lahko popravimo. Slovenski turizem je svojo jasno pot začel, kot smo danes lepo slišali in večkrat je bila tudi pohvaljena Slovenska turistična organizacija in to bo direktorica vedela pred davnimi 10 oziroma 15 leti z jasno vizijo po poti zelenega turizma. Torej, ni nekaj, kar mi na nekaj na novo izumljamo. Torej, mi vse, kar delamo in te izzive bomo absolutno uspešno rešili, ker stojimo na trdnih temeljih, ki jih imamo zapisanih in ki jih uresničujemo sigurno že zadnjih vsaj 15 let. Res je in to lahko potrdim tudi iz lastne izkušnje. Bila sem še visoko noseča, ko ste me povabili v Bohinj, najprej izkusim električno kolo, takrat nisem imela pojma, kakšno čudo je to. Tako da ste napredni, smo napredni in to je neka dobra popotnica. Kakšno stanje pa vi občutite na polju turizma? Ja, dobrodošli vsi. Jaz pa prihajam iz Šaleške doline in sem, bi lahko rekla, nov obraz v turizmu, ker sem dobri 2 leti nazaj zamenjala bančni svet za turizem. Sama pa ocenjujem, da smo na področju turizma izjemno uspešni na področju digitalizacije. Prav tako se mi zdi zelo pomembno, da izpostavim vedno boljšo povezljivost in pa sodelovanje na različnih ravneh, pri čemer bi zelo rada pohvalila tudi sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo. Definitivno pa so zelo veliki izzivi in pa trdi temelji na trajnosti in pa na osebnostnih pristopih.
Na to prvo uvodno vprašanje boste zdaj postavili gospa Kalin, prihajate iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, piko. Ampak gremo potem korak za korakom v diagnozo, v analizo in potem seveda tudi v rešitve. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Tudi jaz sem nov obraz na tej poziciji, vsekakor pa ne nov obraz v turizmu. Za sabo imam 30-letno kariero delovanja v skorajda vseh sferah na področju turizma in moram priznati, da sem optimist. Ko sem včeraj zvečer prisostvovala prireditvi Turistične zveze Slovenije in gledala to oddajo Mojce Mavec in občudovala lepote Slovenije, ki jih mnoge izmed njih seveda poznam tudi iz prakse, sem si rekla, to je to. Lahko smo samozavestni. Seveda nas mučijo krize. Vsaj v teh 30 letih, kar jaz delam noter, smo preživeli že vse mogoče. Od investicijskih in nepremičninskih balončkov do teroristov, pa zdaj do energetske krize, pa ukrajinske vojne. Ampak po čudežu turizem se vedno znova pobere. Pa pravzaprav ne po čudežu, zato ker ljudje smo vedoželjni, želimo si novih odkritij, želimo potovati, želimo se premikati. Sploh zdaj, ko nam digitalna orodja ponujajo številne opcije, da se že prej pozanimamo marsičem in jaz mislim, da to samo še dodatno spodbuja. Ja, seveda imamo izzive, Mojca je tudi omenila kadrovske izzive, ampak ko se zdaj pogovarjam, ne samo zdaj na dnevih slovenskega turizma, ampak tudi sicer z deležniki na terenu, imamo odgovore, samo pogovarjati se moramo začeti. In mislim, da je to ključno, ne bo vedno lahko, ampak mislim, da smo na pravi poti. Ko pa rečem samo samozavestno naprej, pa verjemite mi, da rečem to s premislekom in tehtno. Namreč zdajle kar dežujejo povabila, želje po sestankih, pokažite nam, kako delate to v Sloveniji. Prihajajo tuje delegacije, ki nas tudi vabijo ven. Zadnjič sem v Sofiji predstavljala znamko, med drugim tudi I Feel Slovenija. Mi smo že skoraj da pozabili, kako smo jo implementirali. Ampak, in potem se je že organizator skoraj da ustrašil, ojoj, 15 let staro stvar smo povabili sem na panel. Ne, to je stvar, ki jo mi živimo. Jaz bi si samo želela, da bi tudi druge sfere, ne samo v turizmu, to znamko začeli uporabljati, ampak mislim, da to smo mi, to je naša identiteta in dokler bomo gradili na naši identiteti, mene za slovenski turizem ne skrbi. Gospa Kalin, morda če se ustavimo pri vas, kakšen know-how zanima svetovno turistično javnost? Čudijo se naši organizaciji. Pravzaprav mi se včasih jezimo, kako smo razdrobljeni, kako včasih ne vemo, kdo se s kom pogovarja, ampak na koncu, ko pa pogledaš to organizacijsko shemo, sej ni tako slabo. Mi seveda že vemo, da imamo še marsikaj za popraviti in prav je tako in prav je, da smo samokritični, ampak vendarle, mi seveda organizacijska shema gre top-down od vlade, pa potem do ministrstva, direktorata, do regijskih zgodb oziroma makroregij, pa potem do tistega nivoja, ki je tudi izjemno pomemben. Mi imamo na terenu 40.000 prostovoljcev, ki so samo v lanskem letu oddelali 184.000 prostovoljskih ur, zato da je Slovenija lepa, čista in urejena. Se pravi, imamo na eni strani turistično gospodarstvo, ki ima močan know-how, ki ve, kaj dela, sej ne gre vedno vse po špakci, ko se temu po domače reče, ampak vendarle, na drugi strani pa močno prostovoljsko ekipo, ki pa je pomembna, ko smo se že začeli uvodoma pogovarjati o trajnosti, tudi iz tega vidika. Močnejši, ko bo ta lokalni sektor, manj težav bomo imeli z uvajanjem turizma na destinacijah, zato ker ljudje razumejo turizem. Gospa Mojca Leskovar, kot vemo, obstajajo 3 scenariji razvoja turizma. Slovenija se je za zdaj odločila za scenarij, ki gre nekako po tej paradigmi nekaj več in mnogo bolje. Je to ustrezen scenarij? Recimo, lahko navedete en primer, kako ga boste uresničevali pri vas?
Vsekakor je to ustrezen scenarij za butično Slovenijo. Danes smo slišali ogromno pohval oziroma, kako naj rečem, Slovenija je lepa, zelena, butična, poznajo nas kot takšno širom sveta. Mi kot taki se bomo predvsem v smeru trajnosti več ali manj usmerjali v to, da bomo v našo ponudbo, v naše storitve čim več vklapljali lokalna doživetja, lokalno prehrano. Skozi to smo tudi prisotni, naprimer v kolektivni blagovni znamki Okusiti Laško, in vse te zadeve bodo gradile dodano vrednost našega turizma. Pri tem bi rada opozorila tudi na to, da smo morda, mislim, da prvi ali pa med prvimi v Sloveniji, ki smo naredili korake v smeri dostopnega turizma. Smo prejemniki kot destinacija evropske kakovostne znamke dostopnosti v turizmu. Pa ne gre to samo za invalide, gre za vse vrste dostopnosti, za tiste, ki imajo takšne in drugačne diete, za tiste, ki imajo druge ovire v življenju. Gospod Langus, vi imate izdelane usmeritve, vizije, vodila v Bohinju, pa me zanima, ali bo tak vseslovenski turistični scenarij pri vas kaj spremenil vaša vodila ali so skladna? Ne, so popolnoma skladna. Ne bo tega tako lahko doseči. Mi bomo ne samo v Bohinju, na celem območju Ilirskih Alp, seveda to kvaliteto spodbujali s pomočjo, tako kot je že gospa rekla, s pomočjo kolektivnih blagovnih znamk, ki smo jih razvili in ki jih razumemo kot orodje za spodbujanje kvalitete v lokalnem okolju. Vse skupaj je, to ne smemo pozabiti, res, spoštovane kolegice in kolegi, Slovenija Green je izjemno orodje, ki ga imamo in je unikatno in na njega je treba se vedno znova nasloniti. Mi smo ga celo zdaj še povezali dodatno z 17 cilji za trajnostni razvoj, ki so bili sprejeti pri Združenih narodih. Skratka, tukaj eno vidim. V Bohinju bomo to kvaliteto spodbujali recimo s pomočjo članstva v mednarodnem združenju Alpski biseri, ki se ukvarjajo z mehko mobilnostjo. Najpomembneje, kar se pa meni zdi v prihodnosti, je pa sigurno organiziranost slovenskega turizma, ki je, kot seveda se strinjam z vami, da je na nacionalni ravni izjemna, na lokalni tudi z vodilnimi destinacijami. Manjka nam regionalni del, ki ga seveda zdaj slovenska strategija sama nagovarja. Jaz upam, da ne bomo tukaj v tem primeru zopet zapadli v neke pokrajine, ki jih rišejo takšni in drugačni politiki ali ne politiki. Turizem je neka duša in srce. Ljudje se morajo med sabo začutiti in potem lahko ustvarimo, to je nujnost. In druga stvar je urejanje destinacije. Tukaj bomo z urejanjem destinacije, mislim, da prostora tudi v prepolnih destinacijah, kot včasih rečemo, tudi za kakšen procent gostov več. In to je tisto nekaj več kvalitete. Se mi zdi, da izjemen dober paradigma ali pa nastavek. In turizem ima pravzaprav edinstveno ali pa izjemno priložnost, da Slovence nekako poveže, vključi in da nekako prinese nek boljši povezovalni jutri. Dejstvo pa je, da se Slovenija vse bolj pojavlja na seznamih top destinacij, najbolj zelenih, najbolj prijaznih, najbolj privlačnih, najbolj varnih destinacij. Gospa Kikec, kako bi ocenili, kako doprinese recimo nek tak seznam, recimo konkretno vašo Šaleško dolino? Ja, ti seznami so izjemno pomembni, predvsem tudi z vidika razvoja. Usmerila se bom v našo Šaleško dolino, predvsem 5-zvezdničnih produktov, ki so vedno bolj butični, vedno bolj sofisticirani. In seveda v kontekstu tudi za bolj zahtevne turiste oziroma obiskovalce. Kako jih razumete? Kaj za vas pomeni ozaveščen, zahteven obiskovalec? Je to obiskovalec, turist z debelejšo denarnico? Tudi lahko, ampak sicer pa je to obiskovalec, ki po moji oceni želi nekaj več. Nekaj več pa pomeni, da poleg avtentične zgodbe išče tudi doživetja. Lahko govorimo o kulinaričnih, festivalskih, lahko govorimo o doživetjih, ki so povezani s kulturno dediščino ali pa morda tudi z utripom posameznega mesta ali pa celo destinacije. Mislim, da je v tem kontekstu zelo pomembno, da znamo, ko pridemo v stik s takšnim obiskovalcem, ga slišati, ga poslušati in se mu seveda, v primeru, če govorim pač o 5-zvezdničnih produktih, čim bolj prilagoditi, sicer pa, če niso ti produkti aktualni,
je pa to druga ponudba, ki je prav tako slišati in poslušati obiskovalca nujno potrebno. Zelo dobro ga slišite pri vas, a ne, gospod Simon Rožnik? Vi ste hitro spoznali, kaj potrebuje sodoben turist. Potrebuje izkušnjo, doživetje. Glede na to, da smo 365 dni neprestano pod vplivom adrenalina, ga rabimo seveda tudi takrat, ko smo med počitnicami. Torej, destinacijam dodajate vrednost. Pa ker se pogovarjamo v okviru trajnosti, predvsem ekološke trajnosti, me zanima, letošnje poletje je bilo spet zelo hudo, ekstremno. Kako ste se morali pri organizaciji vseh vaših adrenalinskih množičnih dogodkov prilagoditi? Ste morali pomisliti na morda bolj izdatno zdravniško pomoč, na izdatnejšo količino vode? Kako je pravzaprav ta okoliščina, neugodna okoliščina, podnebne spremembe vplivala na vašo organizacijo? Ja, zdaj, če se lahko kdo kosa z ekstremnim vremenom, se lahko ekstrem, ne? Ampak ja, na kongresnem trgu, ko smo imeli letos svetovno serijo Ljubljana Beach Volley, recimo je bilo, ali je bil dež, ali je bilo pa 45 stopinj, ne. Tako da so res ekstremi, s katerimi se pač moramo prilagajati, in mi se tako, da gremo v večer oziroma v noč na točno tem dogodku. Druge pa seveda voda, še večje vremenske spremembe pa mi doživljamo pozimi, recimo ni snega, delamo ledeno trofejo, pa imamo probleme z ledom, tako da treba se bo prilagajati, iskati mogoče nove dogodke, drugačne dogodke, to pa pač vsako leto enega novega naredimo, tako da se tudi s tem. Slovenija ima na žalost tudi ob velikih tekmovanjih kar težave s snegom in takrat se vedno zbudijo te alarmi, ekološki alarmi, ali bomo pravzaprav ustvarjali umeten sneg, umeten led. Kako bi se vi recimo odločili pred tako preizkušnjo? Zdaj se bom mičkam pošalil, no, ampak mi, ker v Mariboru ni več snega, mi zdaj smučamo po travi. Mislim, da poznate Laško-Pohorski smuk, drugače oglejte. Šalo na stran, no. Zdaj Lisica se seli v Kranjsko goro, oni bojo zdaj zvišali štart, upam, da jim to rata. Drugače pa treba se bo prilagajati z drugačnimi dogodki, treba bo iskati nove alternative, se pravi mogoče druge lokacije, ki so bolj primerne za zimo, čeprav dosti jih ni v Sloveniji. To je to. Podnebne spremembe, nova realnost, nove okoliščine so nam naplavile tudi neke nove besedne zveze, kot je recimo B-plan ali alternativna rešitev, kreativnost in tako naprej. Gospa Dubravka Kalin, če gremo in medias res, v strategiji je akcijski načrt. Kako je s pripravo dvoletnega akcijskega načrta implementacije strategije? V kakšni fazi so priprave? Kaj je prioriteta? Ja, čisto iskreno bom povedala, da smo malce v zamudi, glede na to, da strategija je bila sprejeta maja, ampak glede na spremembe, seveda, ki smo jih bili deležni v politiki, preden se je zadeva skonsolidirala, seveda smo zdajle poprijeli za delo, zavihali rokave in zadeva je stekla po dveh tirih. Na eni strani je priprava sklepa o medresorski skupini, ki bo nadzorovala delo, kajti dobro vemo vsi, da seveda turizem ni zgodba, ki bi se delala sama od sebe, ampak da je zelo tesno vpet v celoten sistem v družbi, in zato je to seveda izjemnega pomena. Na drugi strani pa smo seveda začeli tudi v naši hiši s konkretnimi premiki v smer, da dosežemo cilj, in sicer smo že delegirali ekipo po politikah, ki zdaj že dela nabor deležnikov, s katerimi se bomo pogovarjali. Namreč jaz se zavedam, da je strategija živ dokument, mislim, da je kvalitetno napisana.
seveda pa teren je tisti, ki najbolj ve, kaj potrebujemo, kako želimo zapeljati, zato bi to želeli narediti naprej v dialogu, tako da seveda lahko deležniki pričakujejo kmalu naše pozive, da začnemo skupaj kreirati ta akcijski načrt, kako bomo potem strategijo tudi operacionalizirali. Prepričana sem, da bo tudi poudarek na vse nove okoliščine, krize, tudi na zelo perečo energetsko krizo. Mojca Leskovar, vsi dobro vemo, da je že pandemija razkrila kar nekaj anomalij na vseh ravneh našega življenja, najverjetneje tudi na polju turizma. No, ko se je zdelo, da smo že zadihali, pa pravzaprav pride vojna, energetska kriza, draginja, inflacija in tako naprej. Morda se sliši bizarno, pa vendarle je nekje en tak kliše, ki govori, da tudi kriza prinaša priložnosti. Bi lahko rekli, da ta energetska kriza prinaša nekje našo bolj gospodarno razmišljanje o virih, da bomo nekako znižali stroške, znižali to potratno zgodbo v zvezi z energijo? Bomo postali bolj ozaveščeni? Jaz mislim, da kdo ni o tej smeri razmišljal že prej, so ga ti dogodki oziroma dogodki zadnjih 2 let in pol, situacija, v kateri smo se zdaj pač znašli, na eni strani v energetski krizi, na drugi strani pred grozečim podnebnim zlomom, pa dogajanje Ukrajina in podobno, kar se lahko eskalira. Ta, ki ni prej razmišljal v tej smeri, je zdaj v bistvu pred dejstvom, da to začne tudi početi. Zdaj, kaj naj rečem, danes smo se znašli v situaciji, ko razmišljamo, kako visoko dodano vrednost storitve dejansko obdržati, ob tem pa se obnašati in ravnati trajnostno. Zdaj, na eni strani imamo gosta, ki je bil navajen, lahko rečem včasih že kar prekomernega udobja in ugodja. Bodisi naprimer soba v hotelu ali pa vsi prostori so bili poleti prijetno ali morda včasih pretirano hlajeni, po zimi pretirano ogreti, ob tem pa ni bil problem odpreti okno pa si spremeniti temperaturo v svojo željo. Jaz mislim, da smo na neki prelomni točki, ko bomo morali ne samo mi, ne samo do gostov, ne samo sami kot naprimer zaposleni v podjetju, tudi doma in sicer nasplošno v celem našem življenju to razumeti. Če želimo na dolgi rok normalno funkcionirati in pustiti neko normalno prihodnost našim zanamcem, moramo krepko spremeniti naše ravnanje zdaj. Pri tem pa moramo do tega pristopiti vsi. Če bomo naprimer mi kot hotelirji rekli, ja, pri nas pa ne bomo nič spuščali temperatur ali ogrevali, pa ne bomo optimirali delovnega časa ali pa naše savne bodo delovale še naprej na polno, kolega bo pa ali pa sosednji in naši konkurenti bodo pa k temu pristopili odgovorno in zavedno, potem bo trajnost ostala črka na papirju. Jaz mislim, da moramo vsi v tem trenutku dejansko potegniti zavoro, če želimo, da bomo čez nekaj let še nekako normalno živeli oziroma da se bo zadeva stabilizirala. Če poslušamo govornike na podnebni konferenci, ki poteka v Šarm el Šejku, jaz mislim, da je zdaj skrajni čas. Ugodje gosta, pa še morda ta misel, dejansko gost bo moral to tudi razumeti. Se ni samo tisto pretirano ugodje, seveda storitev mora biti narejena vrhunsko, kvalitetno, pa mogoče še kaj več kasneje, ker od tega je odvisna tudi cena. Zanima me pravzaprav skozi kakšne faze mora iti neko podjetje, da doseže to trajnostno poslovanje. Verjetno je treba tudi zaposlene nekako podučiti, znotraj podjetja doseči nek konsens. Navsezadnje tudi v hotelu pri vas se vidi, da so prav kreativne in ljubke rešitve, ki nagovarjajo slehernega gosta, naj se zeleno obnaša. Za nas lahko rečem, da smo na nek način prebojnik, kar se tiče trajnostnega turizma. Mislim, da smo drugi hotel v Sloveniji, ki smo prejeli znak evropske kakovosti Eko marjetico oziroma zeleno marjetico.
K temu smo pristopili v letu 2011, torej smo na dobri poti oziroma se s trajnostnim razvojem ukvarjamo že dobrih 10 let in v tem času smo naredili ogromno, tako na področju prihrankov energije, kot na področju vseh trajnostnih znakov, ki smo jih pridobili, predvsem iz razloga, bodisi da povezujemo lokalno okolje, kar posledično vse tudi vpliva na naš ogljični odtis, se pravi krajše poti in tako naprej. Bohinj in ostali slovenski biseri turistični potrebujejo sploh v takšnih okoliščinah modro, pametno upravljanje. Pa me zanima, kako vi pravzaprav udejanjate recimo to pametno, zeleno upravljanje ali tako imenovano trajnostno voditeljstvo, da pripeljete pravzaprav Bohinj do tiste točke, ko ima goste, pa vendarle še vedno neokrnjeno naravo. Jaz mislim, da nam v turizmu manjka včasih malo več preprostosti, razumevanja preprostega, torej preprostosti življenja kot samega. Mene tudi bega, jaz sam več ne vem, če čisto razumem, trajnostni, odgovorni, pomenski, regenerativni, jaz več ne vem, kakšen tip turizma se gremo in smo potem zelo eno idejo razvili o konceptu ali pa ideja dnevne sobe, ki jo ustvarjam najprej zase, ker tam živim in to je prvi odgovor na vaše vprašanje. Se pravi, jaz ustvarjam svoje okolje s tistimi, s katerimi živimo vsakodnevno življenje v moji dnevni sobi in v to dnevno sobo povabim goste in obiskovalce, o katerem je tudi prej gospa govorila in seveda ta človek je povabljen, je ponovadi pride z darilom, vstopi v to sobo, v to moje svetišče, se temu svetišču čudi in dejansko gre za to pomembno interakcijo. Na takšen način poskušamo v Bohinju, pa tudi v širšem območju Ilirskih Alp uresničevati te postulate trajnosti, če želimo ta izraz naprej uporabljati. Številni dokumenti so bili v zadju sprejeti. Z mobilnostjo smo se začeli ukvarjati davnega leta 2003, z razvojem biodiverzitete ali pa z zavedanjem o pomenu biodiverzitete smo začeli se ukvarjati leta 2007 s prvim festivalom cvetja. Razvijamo kolektivne blagovne znamke. Skratka, vse te elemente gradniki so zelo pomembni in vsi seveda vezano piramidalno na odlično, kot sem že prej omenil, shemo slovenskega turizma in ponavljam, Slovenija Green. Potem gre pa za ta odnos z lokalno skupnostjo in tukaj gre seveda za jasno delo, navadno sestankovanje, vsakodnevno, enostavno ena predanost temu, da se pogovarjamo o tem, kako skupaj vidimo ta razvoj. Lokalno prebivalstvo bo znalo oceniti, čeprav včasih za njega gledamo, sploh na Bohinjce se vemo, kako je, zaruka, ampak enostavno, pogledajte, turizem je gost v našem okolju 150 let, domačin živi tam 5000 let, v genih mu je domačinu ali pa nam je, da je trajnost vtisnjena v njegov genom, se pravi varovanje okolja. In v to okolje je vstopil na način, ne da bi se šel sončati na obalo Bohinjskega jezera in se kopati in plavati takrat, ko to ni potrebno, ampak da je preživel, je koristil, do kraja koristil naravne vire, ki so mu bili dani. Izumil je eno izjemno obliko sodelovanja narave, človeka in živali, ki se mu danes reče planšarstvo. In seveda z tem razumevanjem in tudi danes, ko smo poslušali to predavanje, s tem razumevanjem tudi historičnega momenta naših destinacij na Slovenije, posameznega, s tem zavedanjem vstopamo potem v prostor graditve turističnih produktov in seveda tam pa potrebujemo potem tudi dobre partnerje. Dnevno sobo nikoli ne znam samo opremiti, ker jaz nimam pojma o elektriki, ne znam izbrati, rabim električarja, rabim notranjega opremljevalca, skratka gre za to, kar smo danes tudi že slišali, soodvisnost. Za mene je turizem pomenka za soodvisnost. In ta soodvisnost se kaže potem posebej v luči destinacije, ker iz tega prihajam, tudi v odnosu potem do tvojih partnerjev z področja turizma. In tukaj imamo v Bohinju, hvala Bogu, res srečo, da smo po vseh teh, in vsi dobro vemo, se smo sami kolegi in prijatelji, kakšen težko obdobje šel Bohinj čez, da smo dejansko dobili zdaj ljudi, s katerimi se razumemo, s katerimi delimo to svojo jasno vizijo in sem jim za to sodelovanje neizmerno hvaležen. In tam se začne spraviti lokalno prebivalstvo, biznisi, v našem primeru seveda pomeni tudi številne organizacije. Ena gospa je enkrat rekla meni, Klemen, nič se ne boj, Bohinj je 16-krat zavarovan, če ena zavarovanje odpade, jih še 15 obstaja. Tako da z vsemi temi potrebno vzpostaviti trden in močen dialog.
Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da se vse začne in konča pri nas samih, pri posameznikih. Z velikim spoštovanjem lahko rečem, pa pri zdravi kmečki pameti. In dnevna soba je zelo dobra prispodoba, pa vendarle izven etra sva se dogovorila, da ne bova o tem, ker bi lahko porabila 3 dni, ampak jaz se spomnim, da ste pa vendarle takrat pred 10 in več leti želeli po zgledu neke lepe evropske vasice zapreti pravzaprav središče, pa takrat še ni bil najbolj ugoden čas, torej kar nekaj bojkota se je zgodilo. Če bi danes prišlo do ideje, da bi zaprli Bohinj za množični turizem oziroma za to mobilnost, kakšen bi bil odziv? Takrat smo pripravili celo en izlet za, mislim, da ene novinarje, agente in smo naredili celo mejo v Soteski in podelili potem tem vstopajočim novinarjem, agentom celo pasože za nepriznano Republiko Bohinj, smo takrat rekli. Lejte, zapornica, ja in ne in tako naprej. Z urejanjem destinacije, sem rekel že prej, je prostora še za kakšen procent več. Seveda ne pločevine. In veste, to je mehka mobilnost, pločevina, električna, tudi avto, to je avto električen ali pa je to avto na dizel, še vse je 500 kil pločevine v Bohinjskem jezeru. Jasen načrt, jasna vizija. 2004 prvi načrt celo za umirjanje prometa na Mangartu, na Vršiču, v Bohinju. V Bohinju nam je sorazmerno kar veliko ratalo, 2007, 2016 ponovne točke, ki jih sprejme občinski svet, jasna zaveza, akcijski načrt, ki je res pomemben, ki dejansko zavezuje tudi politike k temu. In ja, mi imamo recimo zdaj jasen načrt, 500 parkirnih mest bomo v naslednjih 5 letih ukinili z območja jezerske sklede, nekaj malega preselili, ostalo pa delali seveda zelo veliko na spodbujanju prihoda v destinacijo z javnim prevozom. Jaz upam, da bomo ustavili take lepe navade in se vozili z vlakom, ne samo, da se danes peljemo enkrat, pa potem nič več, ker zato gre, kar ste vi prej govorili, za spremembo naših lastnih navad in potem bomo zahtevali tudi spremembe od gostov in obiskovalcev. Če se mi ne bomo vozili s tem vlaki ali pa če mi ne bomo te navade pri sebi spremenili, potem kako bomo mi kot promotorji tega lahko zahtevali od recimo gosta, ki pride na enodnevni obisk v Bohinj, da bo prišel z javnim prevozom in pač za to porabo mogoče pol ure dlje ali pa tudi eventualno eno uro z vlakom Slovenskih železnic. Gre za, se pravi, in iz tega naslova potem je vprašanje ene zapornice, sploh pa v Bohinju. Mi se pogovarjamo, primeri dobrih praks so, pa je Logarska dolina naredila svoje, pa je naredil Cermat svoje, pa tako naprej, z teh primerov mrgoli po svetu. Ampak vseeno vstop v Narodni park zahteva eno enotno upravljanje. Vstop v Narodni park ni samo v Bohinju, že v Bohinju so vsaj 3 vstopi, so še drugi deli Julijskih Alp, po katerega vstopamo in rabimo zopet en močen velik konsens na nacionalni ravni, ker govorimo o Narodnem parku. To je tako, kot če bi naredili v Narodno galerijo vstop na eni strani zapornico, na drugi strani pa brezplačen. Ne gre za to. In je to veliko teže. In ta postopnost, ki zahteva tudi spreminjanje navad nas samih in posledično gostov in obiskovalcev, je tista, s katero bomo prišli tudi do tiste mogoče nevidne zapornice. Nevidna zapornica, odličen koncept. To je pa tisto, kar zahteva pa generalno spremembo naših mindsetov. Odlično. Gospa Kikec, Velenje smo kar naenkrat spoznali. Spoznali smo ga tisti, ki imamo otroke, ker tam obstaja čudovit festival Pika Nogavička. Poznamo tisti, ki radi supamo. Kaj se dogaja z vašim krajem? Kaj magičnega delate pri vas? Ja, jaz mislim, da se dogajajo velike spremembe, predvsem naša destinacija, sploh Velenje, je bilo v preteklosti poznano in je seveda še vedno zaradi premogovništva, Šoštanj pa zaradi usnjarstva. Ampak mi razvijamo objezerski turizem in kot ste omenili, Pika, Pikin festival, to so veliki festivali, ki se odvijajo na tem območju. Tudi vsako leto ga obišče preko 100 000 obiskovalcev. Tukaj je tudi Velenjska plaža, kjer se lahko prav tako pohvalimo, sicer v eni smeri pohvalimo, v drugi ne, ki obišče vsako leto preko 100 000 obiskovalcev.
Ti obiskovalci so seveda bolj enodnevni gostje, prihajajo iz različnih koncev Slovenije, tudi tujci, ko je poletna sezona, predvsem iz Zgornje Savinjske doline. Med drugim pa naj izpostavim na tem območju objezerskega turizma zanimivo kulturno dediščino in pa že prej omenjene produkte, ki smo jih tudi razvili kot zanimive turistične petzvezdične produkte. Mogoče bi v tem kontekstu izpostavila še samo eno stvar, ko govorim o objezerskem turizmu. Ne vem, če veste, močno delamo na promociji. Kot Zavod za turizem smo tudi eden ključnih upravljavcev največjega prireditvenega prostora Vista parka z razgledom v Sloveniji, tako da če združimo plažo, dogajanje na plaži, športne aktivnosti, koncerte, festivale in pa sejme, res lahko rečemo, da je to eden večjih fokusov, ki spremeni zgodbo povezano s premagovništvom in pa usnjarstvom. Večkrat sem slišala vključevanje, povezovanje, združevanje. Kolikor vem, gospa Kiket, ste vi zelo ponosni na to, da se povezujete, torej dve občini, Šoštanj in Velenje. Kakšne zgodbe so se rodile zaradi tega lepega povezovanja? Ja, mogoče na začetku povem, da sta ustanoviteljici našega zavoda prav obe omenjeni občini. Lansko leto smo pa pripravljali novo strategijo razvoja in trženja turizma in seveda smo prišli na idejo, da bi to strategijo pripravili skupaj, zaradi tega, ker gost, ki pride v naše okolje, njega ne zanima, kje so meje med občinami, njega zanimajo doživetja, njega zanimajo lepe sledi, seveda upamo, da čim več, ki jih destinacija pusti. In v tem kontekstu smo pripravili po naši oceni pomemben strateški dokument, navezala bi se še na Klemna. Mi tudi zelo cenimo mnenje našega lokalnega prebivalstva. Zelo nam je mar, da se tudi prebivalci tako mesta Velenja kot Šoštanja ali navsezadnje Šaleške doline dobro počutijo v našem okolju. Zato jih zelo intenzivno izobražujemo, vabimo, da spoznavajo našo destinacijo, ker ocenjujemo, da bodo zaradi vsega tega tudi izjemno dobri promotorji naše doline tudi navzven. Zdaj lahko končam, ampak bi pa samo rada povedala, da smo v tem strateškem dokumentu, strategiji sprejeli odločitev, da bo do leta 2027 Šaleška dolina najbolj prijazna destinacija družinam, kar pa pomeni, da v ospredje postavljamo aktivni družinski oddih. Prej ste omenili festivalski turizem, zaradi term Topolšica tudi zdraviliški turizem, kot podporni produkt pa sta tukaj prisotna še gastronomski turizem in pa kulturni turizem. Gospa Kalin, spet smo pri povezovanju, združevanju. Predno vas vprašam, kako boste se medresorsko usklajevali. Me zanima, ali na ministrstvu razmišljate, v kakšni zagonetni situaciji smo v tem trenutku. Smo pravzaprav na udaru energetske krize. Nekje pravzaprav so obudili premog, kar pravzaprav je ekološko zelo sporno. Stroški so pravzaprav izjemni, alarmantni. Ali menite, da je zdaj čas, da damo nekak zagon trajnostnim rešitvam ali jih na adremi vsebin damo recimo v nek B plan? Kakšna so razmišljanja, kakšne so dileme, kako razmišljate na ministrstvu? Ja, glede na situacijo, v kateri se nahajamo, pravzaprav ni časa veliko razmišljati, ampak je treba hitro in učinkovito delati. In mislim, da imamo ministra, ki se zelo hitro odziva na potrebe gospodarstva, tudi celotna vlada pravzaprav, in mislim, da je bilo že kar nekaj rešitev, pa ne nazadnje tudi v prejšnji vladi, ki je bila tudi v drugačni, ampak vendarle tudi zelo kritični situaciji. Tako da na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo imamo ves čas v fokusu, da danes smo slišali, da gospodarstvo je naša denarnica, pa ne mislim samo postrežna denarnica, ampak denarnica pravzaprav, iz katere vsi potem vendarle na nek način zajemamo. In tega se na ministrstvu zelo dobro zavedamo in poskušamo pomagati, kjer se da. Seveda, tu je treba vedeti, da so tudi omejitve. Tu je vzadaj cela
naravnanost okoli državnih pomoči. Seveda mi bi želeli še več dati, ampak žal ne gre, ker so tu zadaj določene direktive, ki jih je pa potrebno upoštevati. Ampak, če neposredno odgovorim na vaše vprašanje, jaz mislim, da dileme, ali sledimo trajnosti ali ne, ali sledimo zelenemu ali ne, to danes ni več dilema. Mislim, da je to koncept, ki smo ga bolj ali manj vsi ponotranjili, se seveda ukvarjamo z takšnimi ali drugačnimi rešitvami, Klemen v Bohinju z zapornicami, pri nas pa v okviru razpisov, ko ponujamo razne spodbude, pa verjemite, tudi ni enostavno vzpostavljati neke pogoje, čemu je treba slediti. Ampak mene navdihuje ena ugotovitev z terena, da namreč tudi gostje se spreminjajo. Seveda je na ponudnikih v prvi vrsti, da vedo, kakšne goste imajo. Recimo, zdaj veliko govorimo o kadrovski krizi, ki je tudi del te zgodbe. Manjši ponudniki lepo povedo, pri nas ni več zajtrka cel dopoldan. In gostje so to akceptirali, da je zajtrk ob 8, ker jaz se potem nimam več časa z njim ukvarjati. Pa tudi prej mi mora povedati, kaj bo jedel za zajtrk. In mu to za zajtrk pripravimo, zato da nimamo odpadne hrane. Tudi to je trajnostno. In to gostje sprejemajo. Seveda, vedo pa hotelirji tudi povedati, da je takoj pritožba, če niso vsak dan zamenjane brisače, če ni vsak dan očiščena soba. To niso transformacije, ki bi se zgodile z danes na jutri. Ampak mislim pa, da, tako kot so že tudi panelisti povedali, korak za korakom nam bo uspelo. Dilema ali ja ali ne, pa mislim, da ni več odprta. Mislim, da se tukaj absolutno strinjamo, ampak ker ste mi lepo tako konkretno odgovorili, dovolite še eno zelo konkretno vprašanje. Če se en hotelir danes ob takih situaciji in ob takih stroških sprašuje, ali vendarle investirati v sončno lastno elektrarno ali ne, kaj lahko pričakuje od države? Dobro, zdaj ste me malo dobila, ker pravzaprav na Direktoratu za turizem se s sončnimi elektrarnami in podobnimi zadevami ne ukvarjamo, ampak vemo pa, da so bile spodbude, pa da potem nekaj časa jih ni bilo, ampak generalno je pa država razume ta trend in ne nazadnje, kar tako naslišim od kolegov iz drugih direktoratov, Slovenci smo noro kreativni, tu niso več zdaj vprašanje samo sončne celice, tu je zdaj že govor o geoenergiji in tako naprej. Tako da seveda je za tem ogromno znanja, je za tem tudi veliko denarja, ampak mislim, da za korakom bomo šli vsi v tej smeri. Malo prej sem omenila medresorsko sodelovanje, pa me zanima, ko gre za uresničevanje ukrepov nove turistične strategije, kaj si lahko obetamo? Tako kot sem že poudarila, zdaj turizem je občutljiva panoga, ki se odziva na notranje in zunanje dejavnike in seveda je pomembno, da je čim več stvari vnaprej skomuniciranih in vnaprej dogovorjenih. In pravzaprav, če bom zdaj začela razlagati, kaj vse je treba ponarediti za to, da spravimo neko zadevo skozi, bo zvenelo kot jamranje, kar nočem, ker želim, da vendarle z nekim optimizmom zremo vnaprej, ampak vendarle ravno na nas pa je. Mi smo vendarle tisti, ki na eni strani ustvarjamo neke ugodne podjetniške pogoje, kolikor le zmoremo, na drugi strani pa tudi neke zakonodajne podlage in tu verjemite mi, da je usklajevanje na vseh ravneh. Recimo, konkretno ravno ta trenutek se ukvarjamo z letalsko povezljivostjo. Brez Ministrstva za finance, ki obvlada celo zgodbo glede državnih pomoči podjetjem in tako naprej, brez Ministrstva za infrastrukturo, ki je to pravzaprav njihova primarna zgodba, bi bilo to težko peljati. Pa tudi to, da se, prejle sem naslišala, je Klemen zračunal, da bi iz Bohinja do Velenja potoval koliko 6 ur, z vlakom. Seveda so stvari, ki nam še manjkajo, ki jih bomo še morali infrastrukturno dodelati in tu so z naše strani tudi neprestani apeli. Ravno kar smo zdaj z
Ministrstvom za infrastrukturo recimo vključeni tudi v pripravo strateškega načrta za kolesarjenje. Seveda je vzadej zopet vprašanje infrastrukture in popolnoma enako bo tudi pri pripravi strategije, zato ker ne želimo na papir napisati nekaj, kar bo potem 5 drugih ministrstev žugalo, to pa ne gre. Tako da to bo potrebno na vseh nivojih uskladiti naprej. Slišali smo danes že, da ima strategija 7 politik. Lahko ponovite, kaj je za vas prioriteta? Ja, trenutne vroče žemljice sta gotovo politika 1 in 2 in sicer politika, ki nagovarja naložbe in podjetniško okolje in pa seveda tudi politika, ki nagovarja turistično infrastrukturo. Na to so vezani tudi zelo aktualni razpisi, tako da kljub temu, da se šele spravljamo oziroma lotevamo pisati akcijski načrt, nas je pa črpanje evropskih sredstev iz Next Generation EU pravzaprav primoralo, da smo stopili v akcijo in da smo se teh politik že čisto konkretno lotili. Gospa Leskovar, ko se pogovarjamo o politikah, o strategijah, je vedno to treba prenesti iz mrtve črke na papirju v prakso. Vi ste celo ustanovili novo blagovno znamko. Lahko nam nekaj več o tem poveste? Pa mislim, da mislite blagovno znamko Respekt. Ja, to je ena izmed naših aktivnosti, kako gosta dejansko peljati skozi ta odnos do narave, do trajnosti. V bistvu ga na vsakem koraku opozarjamo, kako naj ravna. Tako kot je prej gospa Duška rekla, goste pričakujejo, nekateri so pričakovali, da se je brisača zamenja na vsak dan in tako naprej. Pravzaprav nimamo s tem težav. Mi smo jih že tako dolga leta hotelirji vsi opozarjali, brisača, ki je na tleh, se opere, druga ne. V bistvu smo šli še korak dlje, mi smo jih pozvali k temu, da povedo, ali želijo čiščene sobe vsak drugi, tretji dan. Ga morda tudi nagradimo kdaj za takšno stvar. Vabimo ga, da pije vodo iz pipe. Naj na tem mestu povem, da smo tudi podpisniki zaveze Voda iz pipe. Slovenija mislim, da ima zelo dobro pitno vodo, pravzaprav kamor stopiš, jo lahko odpreš in tudi piješ. Mi to promoviramo iz več vidikov, najpomembnejši pa nam je pri tem, da se izognemo plastiki. Odlično, torej to so neke kreativne rešitve, kako pravzaprav pristopiti in udejanjati trajnostni razvoj. Klemen Langus, vedno je pravzaprav ta sveti gral privabiti čim več turistov in zdaj govorimo tistih, ki so ozaveščeni in ki bodo razumeli pravzaprav slovensko turistično naravnanost. Vam uspeva privabljati turiste, ki jim lahko rečemo, da so najbolj zahtevni, to so Skandinavci, Nemci, Francozi. Kakšno strategijo, kakšne modele pravzaprav uresničujete, da pride glas o Bohinju tako daleč in da pridejo in se tudi vračajo, kolikor vem? Veste, jaz nič to velikrat ne delam, ali so Skandinavci bolj prijazni, ali so Nemci bolj prijazni, ali so ne vem kdo manj prijazni in tako naprej. Človek je človek, ne? In pri več milijonskih narodih ali pa tudi pri manjših narodih je sigurno neka skupina ljudi, ki bo spoštovala prostor, v katerega vstopa. In to je bilo jasno sporočilo tudi zdaj v Londonu, ko smo bili pač s to prispodobo te dnevne sobe. Jaz mislim, da nam korak za korakom uspeva, da ljudje razumejo, da vstopajo v neko svetišče nekega območja narodnega parka. Še enkrat ponavljam, država je to območje zavarovala na najvišjem nivoju, kar ga je možno. Se pravi, tukaj je skrito in tisto, kar je najbolj dragocenega, tako kot v naši narodni galeriji ali po Narodnem muzeju. Popolnoma, za moje pojme, popolnoma identično. Tega gosta, je pa seveda pomembno, da gost razume pravila, ki jih izpostavlja lokalna skupnost. Respekt je odlična zadeva, torej spoštujte to, kar smo vzpostavili. Nismo vzpostavili, da bi komorkoli kaj preprečevali, ampak da bi omogočili lokalnemu prebivalstvu dobro, kvalitetno življenje, da bi omogočili naravi in kulturni dediščini, da živi svoje življenje izjemnega območja in da bi omogočili gostom in obiskovalcu kvalitetno doživetje tega območja. In če to razumemo, potem se mi zdi, da smo na dobri poti. V Bohinju je kar nekaj teh praks, ki smo jih razvili. Prej sem že omenil festival cvetja. Ni ne vem kakšen festival, ki bi privabljal tisoče in tisoče ljudi, vendar je za nas pomembno
sporočilnost o pomembnosti biodiverzitete in pa varovanju našega okolja. Ne? In se je rodil iz moči prebivalstva. In to je bilo za mene ključnega pomena. Ko smo to začeli, to idejo razvijati 2006, smo šli do lokalnega prebivalstva, ki se je z idejo poistovetilo. Zanimivo, rangerji oziroma Narodni park je rekel ne, bojo prišli gosti in bojo trgali ti naše rožice zavarovane. Ne? In turistični biznisi so rekli, hotelirji so rekli tudi ne, kako bomo res služili denar od cvetlic. Ne? Danes smo prej slišali že direktorico, ko govorimo o biodiverziteti, o našem umanjkanju razumevanja biodiverzitete, ki vpliva potem tudi posledično na dobro in kvalitetno vodo. Poglejte, spoštovane kolegice in kolegi, in je super to, pa bomo malo še kritični, ne? V Narodnem parku ta trenutek je pitna voda, v našem območju, sorazmerno gledam Triglavskega pogorja, je pitna voda ogrožena. In dobro se vsi spomnite letošnjega alarma iz Kredarice, ki je zanimiva njegova konotacija, ko je rekel gospod upravitelj doma, rekel ne hodite gor na Kredarico, ker je enostavno vode samo še za 10 dni, ni bilo nobenega posebnega pogroma, za razliko od predčepalih let, ko je nekdo izjavil ne hoditi na Bled oziroma pridite na Bled v ponedeljek, ne pa v nedeljo. Skratka, kako se je ta naše razumevanje okolja popolnoma spremenilo. In po eni strani me to celo zelo veseli. Pravi, tudi do tega biodiverzitete ali pa do vode, do pitne vode, enostavno bomo mogli spremeniti. Ta vstop v naše okolje mora biti nadzorovan. Mi smo prav zaradi tega naslova zdaj dali narediti en dokument, ki je po mojem tak prvi v tle Sloveniji, ker je zelo težko zračunati nosilno zmogljivost jezerske sklede. Koliko je, avion ima 200 sedežev. 201 potnik je nevarnost za 200 ljudi, ki so v avionu, je tako, in za mogoče 1000 ljudi, ki so od spodaj, ko avion leti čez neko vas. Se pravi, en potnik je preveč. Ali znamo ta zračunati tudi za naše okolje? Koliko je tisto okolje še, da nam daje res kvalitetno življenje, nam, ki tam živimo, in tistemu, ki tam prihaja, in naravi, ki tam dejansko je tista, ki jo pravzaprav prodajamo ali pa koristimo. Zanimiva razmišljanja. Simon Rožnik, ko sva se pogovarjala pred to okroglo mizo, ste dejali, da brez lokalne skupnosti, in na to ste postavili akcent, pravzaprav ni uspeha. Lahko skozi vaše dogodke, vaše zgodbe poveste, kakšen je pomen lokalne skupnosti, ki nekako je v sozvočju z nekim dogodkom, z organizacijo zanimive, recimo turistične ponudbe, ali pa ni? Ja, lokalna skupnost je vse. Zdaj, če te lokalna skupnost ne sprejme, mislim, da sploh ni možnosti, da delaš dober dogodek. Mi imamo zelo dobre izkušnje s celo vrsto občin, z nekaterimi tudi ne žal. Recimo, zelo dobro delamo s Kranjsko Goro, kjer imamo kar 4 dogodke, dobro znani Red Bull Goni Poni kot otvoritev turistične sezone, letne turistične sezone. Potem imamo Spartan v Planici, kjer se srečujemo z Narodnim parkom. Prej sva z gospodom govorila, koliko je pomembna res lokalna skupnost oziroma lokalna skupnost pripravi teren za nas, agencije, da lahko potem po njihovih pravilih, ki jih moramo spoštovati, jaz se strinjam v celoti, v 100%, in potem organizirati nek doživljajski dogodek, ki pa bo tudi pripeljal v lokalno skupnost turiste. Recimo Spartan smo imeli 1800 tekmovalcev, od tega 80% tujcev, kar pomeni, da je bil tisti vikend Kranjska Gora precej polna. In te turisti so višjega kakovostnega nivoja oziroma imajo debele denarnice. Se pravi, oni so doživeli Kranjsko Goro oziroma Planico oziroma naš Narodni park na povsem drugačen način kot navadni turisti. Oni so prišli tja tekmovati, se zabavati, družiti. In jaz mislim, da je to ta prava dodana vrednost nas kot agencij, ki se ukvarjamo z doživljajskim turizmom. In to ne prihajajo samo tekmovalci, ampak prihajajo tekmovalci z družbo, s prijatelji, z družino, kar je seveda dodana vrednost, ko govorimo o turističnem utripu. Je pa, da morda se boste geografsko diverzificirali, pa morda vašim kolegom poveste še kaj več o dodani vrednosti. Kaj se zgodi, ko vi pridete v kraj in organizirate en adrenalinski dogodek? Ja, kako bi prodali vaš dogodek, recimo, vsem, ki prihajajo iz različnih krajev? Zdaj Slovenija res omogoča vse.
imamo morje, imamo gore, imamo sneg, imamo gost, imamo pragost, se pravi, res ponuja Slovenija vse vrste terenov za odlične doživljajske dogodke. Jaz mislim, da sem že prepričal Klemna za en dogodek, mogoče. Če bo imela skupne vrednote, tako. Se pravi, delamo tudi z Velenjem, tam smo kot otvoritev sezone, postavljamo skakalnice, to se pravi pljusk, se pravi, tako se sliši, ko padeš v vodo. Jaz mislim, da največ je v sodelovanju, pri pričevanju, mi pridemo s pravim predlogom. Vsakega dogodka se jaz kot tekmovalec tudi večino tiste, kar lahko se udeležim kot tekmovalec. Dosti hodim tudi v tujino tekmovati, tako da vidim, kako delajo recimo, ne vem, Avstrijci, Italijani, tako da se imamo še kaj za naučiti, no. Predno vas vprašam o tisti čarobni palici, naj povem, da turizem, turisti zahtevamo doživetja, izkušnje, zato se bomo tudi tukaj žogali. Tole je catch box. Prvič imam to kocko v rokah, ampak to je mikrofon. Tako da zdaj bo počas čas za vas in za vaša vprašanja. Prosim, ne bodite tipično slovenska publika in vprašajte, ker mislim, da imamo zelo iskrive sogovornike in jaz vam bom ta catch box tudi vrgla. In vi ga boste podajali potem tistemu vašemu kolegu, ki bo vprašal naslednji. A ste za to? Upam, da so. Ampak predno vidim kakšno roko, sicer mi ti reflektori nekako me zaslepujejo, ampak vseeno me zanima ta čarobna palica. Namreč v Ljubljani se je zgodil dogodek, ljudje so hodili po vodi in svet se sprašuje, kako vam je to uspelo. Zakaj je šlo? Mislite odbojko na vodi, ne? Tako je. Ja, to smo imeli v ekstremu že nekaj 5 let v mislih. 2019 smo prvič to naredili in zdaj smo ga ponovili. Se pravi, organizirali smo odbojko na Ljubljanici kot promocijski dogodek svetovnega prvenstva odbojke, ki se je letos odvijal v Stožicah. Se pravi, da vsak dogodek rabi tudi ta pravi moment, da mu uspe, ne? Tako kot rabaš ti lokalno skupnost, da te podpre, rabaš ta pravi moment, rabaš ta pravo idejo, to idejo lepo zaviti v celofan in potem uspe, ne? Lahko rečem, da Turizem Ljubljana je imel samo na TikToku 54 milijonov ogledov. Lepa številka. Lepa številka, tudi župan je zastrigel z ušesi. In mogoče bomo to zdaj prenesli v svet. Zdaj se pogovarjamo z mednarodno organizacijo FIVB in jim je zadeva tako všeč, da bomo ali bomo delali to promo evente ali pa mogoče celo svetovno serijo. Je že kdo, ki bi se žogal? Ne, še nihče se ni upogumil. Gospa Kikec in gospod Langus, Slovenci smo sploh v preteklosti zelo radi fantazirali o resortih po svetu, o rajskih plažah, o plažah in resortih. Lahko pričakujemo resort v Bohinju in pri vas v Velenju? Je to dodana vrednost? Zaenkrat resort ne. Planiramo pa manjši ekohotel, ki bo v skladu s preomenjeno strategijo in namenjen tudi družinam. Gospod Langus, spomnim se enega naslova v zvezi z resorti, pisalo je, ko se pri nas začne zgodba z resorti, je v Bohinju turizma konec. Ja, točno, da to podpišem in če bi imel moč to z zakonom prepovem. Okolje Bohinja in so deli Slovenije tudi, ki pa enostavno tega ne smejo imeti. Rezort si predstavljamo potem neko ograjeno območje s 3-metrsko ograjo, v katerem notor vse sicer funkcionira, ampak enostavno ne. Jaz sem se tega vedno bal za to območje. Destinacija, turizem je, hoteli, privatne sobe, apartmaji, kempi, tako da morajo živeti, se morajo podajati, morajo biti nekako zlizani z okoljem, v katerega vstopajo, ker so te gradniki, pomembni gradniki te naše dnevne sobe, o kateri toliko razlagamo. In vedno, ko pridemo do tega vprašanja, rezort se pač meni osebno naježi koža in jaz mislim in res sem vesel, še enkrat to ponavljam, izkoriščam priliko, ker so tukaj moji kolegi iz Bohinja,
mogoče tudi malo čustveno, ker se poznamo Bohinj, pa veste, vi mene že poznate. Bohinj je bil vedno sinonim za podrte hotele, pa za Bohinjce, ki se znajo turizem samo s parkirnino. Pa smo nekam prelezli nekaj ven, ne, in smo nekako tudi impulzivni za druge, ne, dajemo neke ideje. In tega ni brez dobrega partnerstva, ne, in tam je ta moja hvaležnost gre tem mojim kolegom, ki tukaj v dvorani tudi sedijo, in kolegicam, ker enostavno skupaj na tej zgodbi ustrajamo in delamo. In sigurno, ne, Jure in kolege in Jaka in tako naprej, rezort ne bomo postali. Okay. Gospa Kalin, uvodoma sem omenila to transformacijo kazalnikov uspešnosti, bojda bodo finančni kazalniki le še v manjšini pri letnih poročilih podjetij, pa me zanima, kateri kazalniki kakovosti so za vas na ministrstvu recimo prioriteta in kaj bodo ključni kazalec uspešnosti? Ja, zdaj se je zgodila ta transformacija, ko smo končno ugotovili, da vendarle preštete nočitve, prešteti obiski ne dajejo vseh odgovorov. In zato nam je pomembno tudi zadovoljstvo, zadovoljstvo gostov, zadovoljstvo zaposlenih, ki so srce našega posla, in zato je šla pravzaprav pot tudi v tej smeri pri pripravi strategije. Je že morda kdo, ki ima vprašanje za naše goste? Gospod Drago Bulc, lepo pozdravljeni. Izvolite. Midva se bova žogala, kaj ne? A bo šlo? So rekli, da moram biti dostojna. Upam, da bom. Nisem bila, evo, že skačem dol. Govori, na kateri strani? Tukaj, evo, izvolite. Jaz moram reči, da pogrešam v vseh teh razpravah o zelenem turizmu, trajnostnem turizmu, avtentičnost, izvirnost. To v bistvu preveč novotarij v slovenski turizem prihaja. In v bistvu, ko ste rekli, ekstrem se moramo zunaj kaj naučiti. Ne, bodimo izvirni, bodimo slovenski. Tudi v kulinariki. Mi imamo zdaj en velik razkorak. Imamo recimo Mišlene, gomijoje. Na drugi strani pa grobi ameriški fast food. Vmes pa izginja tisto, ki je bilo naše prava slovenska domača gostilna. In recimo, vi veste, da smo imeli pred leti eno gibanje, ustvarjali smo in ohranjali slovenske domače gostilne, ki jih pa zdaj več ni. In to se mi zdi, da je najbolj pomembno aspekt zelenega, trajnostnega turizma je avtentičnost. In to se v bistvu, to je ta soft del, to ni v bistvu to, da zaščitiš pa recimo onesnaževanje in tako naprej. Tudi to je onesnaževanje, če ti vnašaš tuje kulturne vzorce. In potem še, kaj mislite tukaj v omizju, kakšen recimo bo naš bodoči razvoj, če ne bomo imeli kadra. A je sploh smiselno razvijati turizem, če nimamo domačega kadra? Bodo delali tako, kot na Hrvaškem, že Nepalci, potem Filipinci in tako naprej. In se mi zdi, da v tem je tudi en potreben razmislek. In še nekaj, ker delam v mreži postajališč za avtodome, najbrž ste vsi opazili, da se je to obrazno povečalo. Recimo v vsaki vasici vidi zdaj že avtodomarje. In mi pa v bistvu nismo infrastrukturno na to pripravljeni. In tudi me zanima, kaj vi mislite, do kod razvijati ta turizem, ker te recimo pripeljejo posteljo in jo odpeljejo. Tam ni nič betona, ni čez zimo praznih recimo postelj. V bistvu je to zelo majčken vložek. In mislim, da je toliko majčken poseg tudi v naravo, da bi se morali s tem veliko bolj recimo ubadati
In pri sofinanciranju zdaj, ko bo spet nov razpis, ne, prejšnji ni bil, kot vem, recimo umaknjen. A je to predvideno tudi za to? Hvala lepa. Gospod Bulc je dal kar nekaj iztočnic od hrane, avtentičnosti, infrastrukture za avtodome, kadre, hrane in še kaj. Mogoče, gospa Kalin, boste vi odgovorili vsaj na del tega izziva? Avtentičnost. Težko utipljiva, težko izmerljiva, ampak ja, gospod Bulc, jaz se zelo, zelo globoko strinjam z vami. Tukaj bi rekla, da nas malo tepe slovenski DNK, ker nas je malo sram pogosto tistega, kar imamo in morda ne znamo unovčiti in tega predstaviti navzven, da je to vendarle nekaj posebnega in unikatnega. Potem se pa, ko se pa nekdo vendarle nekaj spomni, pa vedno znova izkaže, aha, vse to pa deluje. In tukaj bi jaz rekla, je rešitev več poguma. Oziroma, če mi dovolite, da povzamem izjavo gospoda Oberja, ki je razvijal fantastično zgodbo v Vulkanlandu na Južni Štajerski v Avstriji, on me je naučil eno izjemno pomembno zadevo. Kapirati, ne kopirati. In če to vzamemo za svoje in če gremo back to basics, se pravi k svojim koreninam, k svoji osnovi, verjemite mi, ne moramo zgrešiti. Če se ne motim, sem celo začela svoj uvodni del z našo identiteto. Tako da mislim, da smo malček nagovorili to avtentičnost. Ne nas biti sram, ampak da ne boste mislili, nismo samo Slovenci tako. Nedavno sem brala eno raziskavo, tudi Skandinavci, ko so jim ponujali Nemci, da bi pač k njim prišli početi neke novotarije v gozd, so jih čudno gledali, halo, pa kdo bi pa šel v gozd, pa zakaj že. Zdaj pa tudi pri nas konec koncev razvijamo gozdni turizem, pa celo izobražujemo gozdne terapevte. Se pravi, moramo se naučiti potegniti tisto, kar imamo in to izkoristiti. Jaz se velikokrat pohecam, Eifflovega stolpa najbrž še kar nekaj časa ne bomo imeli, čeprav pot med krošnjami je že blizu. Ampak treba je graditi na tistem, kar imamo, na naših atributih in to izpostaviti. Jaz mislim, da gre Slovenski turistični organizaciji fantastično pri promociji, mi pa v bistvu teren pa mora to ponujati. In ja, na MGRT smo zagotovo tisti, ki smo poklicani, da pri tem pomagamo. Vem, da vsi nestrpno pričakujete razpis, ki bo šel ven do konca leta za javno turistično infrastrukturo, ki seveda nagovarja k čim bolj inovativnim zgodbam, ki bodo doprinesle zopet, bom rekla, k neki dodani vrednosti v našem prostoru. Seveda se pa zavedamo tudi od županov, zdaj, ko sem veliko na terenu, pogosto slišim, nam manjka še čisto tiste osnovne infrastrukture. Ja, in tako kot naš minister in sekretar rada rečeta, če so dobre zgodbe, če so dobri projekti, se tudi denar najde. Ne me zdaj ta trenutek vprašati, kje je točno za nek projekt denar, ampak marsikaj se pa da, samo znajti se je treba in zasukati, no, kar se teh stvari tiče. Gremo kar po vrsti. Najprej se je k besedi javil gospod Rožnik, potem pa gospod Langus. Ja, v ekstremu iščemo tudi avtentičnost, se pravi, da v naših zgodbah, naših dogodkih imamo slovenske izdelke, imamo slovensko znanje. Lahko dam primer, recimo imamo dogodek s ponjem, imamo dogodek s starimi jelankami. Se pravi, to so produkti, to so naše legende, ki jih mi uporabljamo. Recimo, ko smo naredili odbito na Ljubljanci, največji trampolin na svetu, to je izdelek vseh slovenskih podjetij. Mi delamo samo s slovenskimi podjetji, se pravi trampolin in tak prvi 10x10 trampolin, to je bil izvedba slovenskega podjetja Akrobat. Tako da se obračamo na slovensko znanje, je pa vseeno fajn pogledati tudi, kaj tujina dela. Se ne rečem, da kopiramo, a ne? In vam moram povedati, da nas mogoče celo tujina začela kopirati nas. Kar se tiče pa Eifflovega stolpa, imamo še nekaj več. Imamo trboveljski dimnik, ki je višji od Eifflovega stolpa
In tam bi lahko marsikaj naredili. Morda za medklic, avtentičnost, ponos in moramo se res naučiti pripovedovati zgodbe. Straši me, ko slišim, da na pičih zmagujejo Američani, odlični showmeni, ki nimajo ideje, ampak jo znajo prezentirati, medtem ko Slovenci imamo čudovite inovacije, ampak nič ne znamo s pompom ali pa z neko profesionalno korektnostjo povedati o tem. In tukaj se tudi izgublja pravzaprav naša danost. Izvolite, gospod Langus. Ja, hvala lepa za vprašanje, Drago. Zelo pomembno, zelo konkretno v našem območju Bohinju ali pa širšem Julijskih Alp to avtentičnost spodbujamo skozi, tudi v Laškem v končni fazi, skozi kolektivno blagovno znamko. Ta dejansko je, kot sem rekel prej, miniaturno orodje, ki nam omogoča komunikacijo z lokalno skupnostjo in vplivati na kvaliteto tega območja. Kar se tiče potem v širše, malo regijsko, če govorim, je tukaj znamka, ki nastaja v okviru Narodnega parka, znak kakovosti Triglavskega narodnega parka, ki dejansko temelji na vrednotah Narodnega parka per se. Kar se tiče kadrov, absolutno, izjemno težko delo. Mi smo se v okviru šol biosfernih območij, osnovnih šol biosfernih območij Narodnega parka, ki jih je, mislim, da 18, še več v Julijskih Alpah, povezali in bomo tudi, ne boste verjeli, skupaj s Narodnim parkom nagovorili temu turizmu in problematiko kadrov, že v osnovni šoli. Z Višje šole za turizem na Bledu se ponovno aktiviramo, da bi ne samo začeli z izobraževanjem regionalnih turističnih vodnikov oziroma nadaljevali, ampak da bi skupaj destinacije v Julijskih Alpah in šola poskušali vplivati na promocijo poklicev, turističnih poklicev. Kar se pa tiče sorazmerne, saj za naše območje govorim, bi lahko rekel izziv ali pa problematike avtodomarskega turizma, ki je v izjemnem porastu, v neverjetnem porastu. Sejem v Düsseldorfu, ki je vsako leto največji sejem te panoge, letos 235 obiskovalcev, vemo, da se avtomobili prodajo kot suhe žemljice. Tukaj vstopamo pa v prostor, ki ga je potrebno zelo skrbno načrtovati. Govorim seveda za Narodni park. In zato smo se dogovorili že zadnjič na MGRT-ju, to se bo kolegica Doris spomnila, in z Ministrstvom za okolje in prostor, predstavniki, da je nujno potrebno narediti, in to so ta medsektorska sodelovanja, ki so tako zelo pomembna, da je nujno potrebno narediti tudi prostorski načrt za eno malce večje območje, kot je samo občina, ker je potrebno pogledati in zbrisati občasih občinske meje, ker ene stvari ne bomo sami reševali. In ta prostorski načrt, jaz sam posebej menim, da je prostor, da je dobro urejen, posebej javni prostor, in seveda se veselimo tega razpisa, je turistični produkt per se. Je lahko odlična stvar, ki nagovarja naše goste in obiskovalce, da začutijo to našo dušo in naše srce, če je prostor dobro oblikovan. In tega dobro vsi vemo, v turizmu včasih mečkam zmaglimo, v turizmu, malo na izi, kaj stvari vzamemo, tako kot nakupovalne centre. In zato se mi tako zdi nujno pomembno, da ta prostor bo, ta dokument, ki bo, upam, da nastal in ga bo MGRT oziroma MOP posvojil, bo govoril o tem, kakšno razporeditev turistične infrastrukture bomo v prihodnjih letih imeli. Julijske Alpe imajo trenutek 45 tisoč postelj, prebivalce pa 90 tisoč. S takim trendom, ali pa Bohinj ima 10 tisoč postelj turističnih in ima pa, se pravi, 100% več kot pred 10 leti in 100% manj delujočih kmetij. Tukaj prihajamo v polje tega delovanja, ki bo mogel nagovarjati, in kmetijska področja, ki so seveda zanimiva tudi za tak tip turizma, ki traja 2 meseca na leto ali pa mogoče 3, in si mislim, da je potrebno resen razmislek narediti, mi ga bomo sigurno oziroma ga že delamo, in poskušati usmeriti investicije v našem primeru se govorimo v hotelski turizem. Prej sem rekel 45 tisoč postelj v Julijskih Alpah, 6 tisoč zgolj v hotelih. To ni dobro. In hoteli nam omogočajo seveda 365 dni delovanja ali pa vsaj to raztegnjeno sezono. Če bomo pa s tem nadaljevali, in pritisk je seveda velik, jaz se bojim, da je post-covidna situacija, da bo še bolj vplivala na sezonskost
A ne? Mi smo zelo odvisni zdaj postali od evropskega trga, 500 milijonov Evropejcev je na dopustu med 5. julijem pa 15. septembrom. 500 milijonov. Zdaj, če bomo, zdaj, kako bomo razpršili desezonalizacijo naredili, to je izjemno težko delo za moje pojme, ne? Ker a bomo šli spreminjati šolske programe in bomo rekli, pol Evrope je na počitnicah, prvo polovico leta, pol Evrope pa drugo polovico leta. A ne? Ker je ta odvisnost tako postala in bo še nekaj let trajala, ker se nam tako pač ti azijski trgi odmikajo. Zato se mi zdi, da je prostorski plan tisti, ki bo lahko tudi na ta vprašanja potem odgovoril. Imamo še eno vprašanje, ampak še prej se je k besedi javila gospa Leskovar, potem pa še na kratko gospa Kalin. Čisto na kratko vezano na avtentičnost. Kolektivna blagovna znamka, v bistvu s tem namenom smo tudi pristopili k oblikovanju. Mi smo dejavno sodelovali pri izgradnji in oblikovanju le-te. Največja dodana vrednost je ravno avtentičnost naših proizvodov. Mi smo, Laško kot tako je, sem že prej omenjala, zelo poznano po tradiciji pivovarstva in čebelarstva. In ti dve komponenti poskušamo v vse pore našega, vse segmente naše ponudbe tudi ukomponirati. Bodisi, da je to pri masažah, bodisi, da je to pri menijih, bodisi, da je to v izgledu naših prostorov. In tudi Laška medenka, ki se je prej imenovala Medena pita, to ime je pa pridobila potem dejansko skozi projekt blagovne znamke na predlog profesora Janeza Bogataja, je sestavljena iz lokalnih sestavin. In na tak način želimo dvigovati kvaliteto in privlačnost naše storitve z avtentičnimi proizvodi, pa tudi z številnimi avtentičnimi dogodki, ki jih v Laškem, Laško turistično društvo in Stik kot lokalna turistična organizacija pripravljajo. Pivo in cvetje povezano z pivom, z cvetjem. Že nekdaj naše turistično društvo se je imenovalo, mislim, da je bilo ustanovljeno leto 133 let, letos praznuje, se je imenovalo Olepševalno društvo. Že takrat nekako zametki tega, da je treba skrbeti za naravo. Gospa Kalin. Ja, mogoče samo še stavek ali dva na temo kadrov, ki so zelo pereči in nekako v tem primeru je žogica na obeh straneh, na eni strani pri ponudnikih, na drugi strani tudi na strani države. Meni je bila zanimiva zgodba, nedavno sem se pogovarjala z lastnikom gostilne Repovž, je rekel, nimam težav s kadrom in seveda je bilo moje presenečenje zelo veliko. Je rekel, glej, mi smo od nekdaj dihali z lokalnim prostorom, pri nas dela 25 ljudi in jaz nimam nikoli težav, kdo bo kaj in kdaj naredil in dobro naredil. In vsi se zavedajo, da delamo vsi za enega in eden za vse. Tako da mogoče to tudi eno od vodil. Če pa gremo malo še širše, meni so strašno všeč te zlati parametri, ki jih je pa povzela hotelska veriga Ritz and Carlton, ki pravi ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. In jaz se veselim časa, ko bo tudi naš natakar gospod natakar. Verjamem, da je v naši publiki kar nekaj ljudi, ki se še spomnijo teh časov, ko je bil to izjemen poklic. Zato smo seveda tudi na naši strani pristopili k temu. STO zdaj se aktivno ukvarja z promocijo poklicov, pripravlja tudi karierni portal. Slišim pa, da tudi šolniki že reagirajo, nekateri bodo pa še morali, da bo prišlo do teh sprememb. Vemo seveda, to smo tudi že danes slišali, da se bodo morale dvigniti plače, če bomo želeli kader zlasti mlade zadržati, ampak jaz vidim lučko na koncu tunela. Gospod, beseda ali žogica je na vaši strani? Moram kaj pritisniti? Nič ni treba, vi kar samo vprašajte, kar imate vprašati. Jaz bi nekako nadaljeval našega predsednika turističnih novinarjev Slovenije, Draga Bulca, glede avtentičnosti in to naprej, ko gospa Kalin govori, da je treba kapirati. Mi ravno na naših turističnih strokovnih potih poskušamo kapirati, se tudi naučiti, ker vsaka turistična kmetija je ena zgodba in koliko je kmetij, toliko je zgodb, je pa jih premalo kmetij, ki so usposobljene za turizem. No, to je en manko. Drugi pa še večji manko je, pa izredna priložnost, to so pa zidanice.
Tu smo zelo deficitarni, po eni strani zelo zaželeni, da jih imamo več, pa jih malo premalo. Zakaj premalo? Ker je izredno zapleten postopek uveljavljanja teh zidanic. Tu pa je problem zato, ker več ministrstv je za to pristojno in je treba veliko te stvari uskladiti. Jaz sem to večkrat poskušal raznim ministrom povedati in vedno je žogica šla od enih do drugih in napredka, kot znam, tega ni bilo. Evo, to je. Zdaj pa, ko govori gospa Kalin o 40.000 prostovoljcev, to so predvsem člani turističnih društev in tu pa spet postavljam vprašanje, meni so rekli, zakaj, to je vprašanje povezovanja turističnih društev in hotelov, hotelskih kapacitet oziroma hotelske ponudbe. Gospa predsednica uprave Termana je dala en primer, ampak tih primerov je premalo. To se pravi folklor, običaji, navade, tudi prodaje iz tih vasi o priložnosti v hotelih, to je nekako zaželeno. Mislim, tu je premik nujno potreba. Je ta priložnost prepuščena kreativnosti, odprtosti tistih, ki upravljajo bodisi hotelske komplekse ali turistično destinacijo, ali dobijo kakšno, bi rekla, sugestijo strani z ministrstva? Ne, pravzaprav, kar sem tudi včeraj povedala na zboru turističnih društev. Mislim, da je tukaj izjemno pomemben dialog. Gospod je izpostavil Termano Laško, jaz vem, da v Termani Laško zelo dobro sodelujejo z lokalnimi ponudniki, ravno tako je tudi v bližnjih rimskih termah. Ravno društva so tista, ki lahko zagotovijo neko avtentičnost ali pa prikažejo to in tukaj je še veliko prostora, ampak tako kot sem rekla včeraj, oni so tisti, ki poznajo svojo dediščino, svojo identiteto, svoje posebnosti, kaj se da, ker seveda hotelirji so hotelirji, oni imajo svoj posel, ki ga morajo upraviti in so do vratu v njem, sploh zdaj še s kadrovskimi deficiti, ampak društva pa imajo tukaj eno igralno polje, kjer se lahko izkažejo in pokažejo. In jaz sem prepričana, da hotelirji bodo to tam, kjer še niso, to dobre zgodbe zelo hitro prepoznali. Zdaj, ne me narobe razumeti, ampak ministrstvo pa tukaj težko nagovarja predsednike društev in reče, pojdi tja in se dogovori to in to. To pač mora, ta sinergija mora steči v okolju samem. In ko že ravno omenjate sinergijo, verjetno se lahko strinjamo, da se najlepša sinergija med ljudmi zgodi na majhnem prostoru, zato sem prepričana, da je ta butična usmeritev slovenskega turizma prava, kot pa neka neosebna veletrgovska zgodba, kjer je vse precej odtujeno in ne avtentično in uniformirano. Mislim pa, da lahko zaključimo tako, da ne glede na vse zapise, strategije, poslovne modele, se dejansko turizem začne in konča pri ljudeh, pri vseh izmed nas. In kolikor vem, se ljudje ne glede na naravne danosti, znamenitosti in tako naprej ali doživetja vračajo radi tja, kjer je toplo, prijazno, prijetno in varno. Torej, žogica je na vsakemu izmed nas, torej, če bomo ostali prijetni in prijazni, potem mislim, da ni bojazni za obstoj lepe turistične destinacije, ki bo delovala v svetu pod sloganom I feel Slovenija. Hvala lepa za vaš čas, hvala tudi vam za čas in pozornost. Srečno vsem, ki snujete to lepo turistično zgodbo. Hvala lepa.